Lahko povem, da je z današnjo skupščino bo z Livarjem zavel nov svež veter. Danes se je VZMD in predstavnik fiduciarnega računa malih delničarjev, zbranega pri odvetnici Katji Peček, udeležil skupščine družbe Livar. Skupščina je bila sklicana po pooblastilu sodišča, jo je sklical delničar Robert Žnidar, ker tega ni želelo storiti poslovodstvo družbe. Precejšen del dnevnega reda smo se ukvarjali z razčiščevanjem preteklih poslov, poslovodstva in tudi prejšnjega poslovodstva. Dejstvo pa je, da je za vsem skupaj predvsem boj za obvladovanje družbe s strani tistih, ki so poceni pokupili terjatve od slovenskih bank in s tem družbo dejansko obvladujejo. Na skupščini je bil sprejet sklep o razrešitvi upravnega odbora in imenovanju novih članov upravnega odbora. Prav tako pa je bilo sprejetih več sklepov, s katerimi se upravnemu odboru nalaga predložitev različnih poročil o preteklih poslih. Pod zadnjo točko dnevnega reda pa je bil predlagan sklep, s katerim naj bi se osnovni kapital družbe znižal na 0, kar pomeni, da bi obstoječi delničarji ostali brez svojih delnic, bi pa imeli možnost vplačila v postopku dokapitalizacije. Dejstvo je, da VZMD v okviru svojega delničarskega sporazuma združuje 2% malih delničarjev, ki si verjetno tovrstne dokapitalizacije oziroma dodatnih vložkov v družbo ne morejo privoščiti. Zaradi tega je sklepu nasprotoval in napovedal tudi izpodbijanje tega sklepa. Seveda pa se zaveda dejstva, da je stanje v družbi resno in da verjetno bo potrebna dokapitalizacija v takšni ali drugačni obliki in je morda ta rešitev še najbolj poštena tudi za male delničarje, kajti druga rešitev pa je ali stečaj ali pa da jih iz družbe brez možnosti, da bi kupovali delnice, izključi največji finančni upnik, ki je pokupil te poceni terjatve. Zato bo VZMD seveda premislil o nadaljnjih korakih, se posvetoval z drugimi največjimi delničarji v družbi in poskušal zagotoviti predvsem možnost izstopa malih delničarjev iz te družbe po kolikor toliko dostojnih pogojih. Na današnji skupščini smo delničarji stopili skupaj, saj smo z 98% izglasovali večino sklepov, med njimi tudi menjavo upravnega odbora in dokapitalizacijo družbe, ki bo delničarjem omogočila, da bodo lahko aktivno pristopili k upravljanju in spremljanju poslovanja Livarja. Delničarji smo jasno izpostavili svoje pomisleke povezane s poslovanjem družbe, z upravljanjem družbe, ker zaenkrat nam je trenutna uprava onemogočila vsakakršne informacije povezane z družbo in verjamem, da je to neka prelomnica za Livar, ko bo pripomogla, da bo družba postala uspešna. Na skupščini smo delničarji tudi pričakovali, da se bo udeležila celotna uprava in na ta način odgovorila na naše pomisleke, vendar pa so poslali zgolj enega predstavnika, ostali pa so bili prisotni po pooblaščencu. Tako da že iz tega se vidi, da delničarji nismo dovolj pomembni za to upravo in upamo, da se bo to spremenilo, da bojo delničarji in uprava skupaj skrbeli za dobro Livarja in uspešno poslovanje v prihodnosti.